Glejte, športnik sem po duši, teorijo fair playa sem svoj čas obdelal v nulo. Tale nešportnost me je preganjala, mislim, v gimnastiki sem zrastel, ne, in tam je bilo od vsega začetka ogromno goljufanja. Spomnim se, da sem bral knjigo pa poslušal tudi svoje trenerje, kako so govorili, kako je Miro Cerar, to je konjenik, oče od tega politika, dobil zlato medaljo v Pragi na bradlji leta 62, takrat če mene ni bilo. Potem, šele potem, ko so gledalci pol ure žvižgali in niso pustili nadaljevanje tekme, finala. V tem finalu je namreč Jurij Tito je bil zmagovalec mnogoboja, na bradlji so dali pa temu drugemu Rusu, Borisu Šahlinu, so mu dali medaljo tako, ker je bil Rus in to je bilo politično možno oziroma pristransko, Miro Cerar je bil pa potem drugi. In po polurnem žvižganju so sodniki razveljavili prvotno oceno Miru Cerarju in naknadno je Miro Cerar na tej bradlji na svetovnem prvenstvu v Pragi zmagal, ne. Meni se je to zdelo veličastno. Zgodbo sem pa slišal tam okrog 10 let sem bil star. Bil sem pa zelo talentiran in potem sem tudi zelo hitro prišel v slovenski in jugoslovanski vrh in meni se je ogromno krivic naredil že kot telovadcu, še bolj pa kot trenerju. Moje punce so bile enkrat leta 89, to je bilo več kot 30 let nazaj, suvereno državno prvakinje v Zagrebu. V Sloveniji pa ne, ker so slovenske, ljubljanske sodnice goljufale, da je glava pekla. Jaz sem bil čisti sebe, moje punce tudi, moji sotrenerji tudi, ne. Tako da, ko sem se nekako znebil te gimnastike, teh krivic, sem šele zadihal, ne. Moram reči, da tudi jaz sem, to pa že 40 let nazaj, doživel krivico, mislim, da je bilo tole, izbrskal sem tele neke slike, Paračin, Paračin, to je neka Srbija. Tole sem si jaz naknadno delil prvo mesto Samo Furlan z Nove Gorice, fotor njegov je bil sodnik, on je letnik 61, jaz sem 63, pa Ivan Nimčevič iz Subotice. Naknadno smo si delili naslov državnega prvaka v mladinski kategoriji na parterju. Ampak v finale sem šel jaz pa kot favorit in s prvo oceno in mislil sem, da bom rutinsko tam zmagal, ampak ne, sodniki so me dali na 3. mesto. Meni se to zdelo malo za malo, ker sem dobro odtelovadil, bi moral biti prvi. In potem je slovenska delegacija z Jožetom Sinico na čelu, to je Brežičan, pa nekoč trener tudi Mira Cerarja, je vložil pritožbo in jaz sem bil naknadno potem državni prvak, skupaj smo bili 3, smo bili. En Srb, Samo iz Nove Gorice, pa jaz, ne. To je bila ena od mojih 3 zlatih medalj na jugoslovanskih prvenstvih, skupaj jih imam 5, ne 5, 15 vseh medalj, 15. Ampak ta krivica me takrat tako prizadela, da sem recimo tudi znorim, če na rekreaciji nekdo goljufa. Petrigari me iz grob spravlja. Enkrat sem zapustil rekreacijo, vzel dres košarkarski in ga vrgel tja not v kamin, sreč, da ni bil pržgan. Tok me prizadenejo te krivice, ne. In zdaj tudi v tem trenutku, ne, menim, da se desnosredinski vladi in Janši in Počivalšku, delno tudi Pivčevi, ali pa Pivčevi se bo to šele začelo dogajati, se pravi dogajajo krivice. Politično je nekorektno, da se v teh težkih časih, ko bi narod moral skupaj prebroditi to krizo, da eni anarhisti, neki levi lojalneži, protestirajo proti vladi, ki se trudi
temu narodu postlati tako, da bo šel iz krize, da se bomo šele potem, ko bo kriza mimo, dejansko soočili s tisto ta pravo krizo, ne, tista bo huda, ne, ta korona kriza, tale karantena, pa tele maske, to vse skup ni nič, ne, ampak protestirati v teh časih je pa izjemno spodletelo, moralno pokvarjeno. Moje mnenje je, da so ti levi anarhisti, pa vsi te levi kolesari, ki protestirajo, da nimajo moralne razsodnosti, ne poznajo političnega bontona, ne poznajo neke kultiviranosti, ki bi jim morali biti lojalna vsa država. Ne? Se pravi, če je Šarec vrgel puško v koruzo, potem se znašajte nad Šarcem, ne pa nad Janšo, ki je naknadno, popolnoma legitimno sestavil desno-sredinsko koalicijo. Ko je on kot relativni zmagovalec bil poražen v toliko, da ni mogel sestaviti vlade. Je dal lepo glavo dol in se sprijaznil z dejstvom, da je vlado sestavil Šarec. Zdaj je pa prišel pa trenutek, ki pa on lahko sestavil vlado. Ne? In tudi tisti, ki smo levičari, ki imamo razsodno moč, moramo, ne rabimo čestitati za to, ampak moramo spoštovati ta politični trenutek, v katerem je pač nekdo, ki nam ni pri srcu, ker je z druge politične opcije, sestavil vlado. Zdaj, da je nekdo v neki abstinenčni krizi, da zapada v deliri, ker nima več moči in oblasti, mislim, že mogoče, ampak zobe stisnite, pa počakajte na volitve, pa pejte volit in potem tisti, ki bo zmagovalec, bo lahko sestavil vlado, bo vlado naslednje 4 leta. Ampak ne se zdaj bati, če bo Janša dober vladu, da bo še naslednje volitve dobil. Rekel, naj jih, če si bo to zaslužil, če bo narod tako demokratično odločil. Ampak ne biti pa nešporten, pa ne fair in početi teh nebulos, ki si jih zdaj nekateri privoščite, nekateri, ki jim jaz rečem zombiji, v resnici gre pa za subjekte. Ne? Subjekti so ujetniki svojih nezavednih procesov, tavajo po svoji zavesti, bluzijo in mislijo, da ne vem, proti čem protestirajo. Ja, protestirajo proti Janši, ampak on stran Janše bi pa še znal biti tam nek simbolni slabi oče, zaradi katerega Janšo tako sovražite, ampak v celi zgodbi je po mojem videnju evidentna krivica. In te se je treba okleniti v teoretskem diskurzu in reči, čakajte malo, ne? Janša je bil na korekten način izpostavljen kot mandatar in konstituiral je vlado na popolnoma korekten način. Počivalšek je popolnoma korektno stopil v koalicijo, tudi Pivčeva, in Počivalšek, če tega ne bi naredil, bi se zdaj Sloveniji slabo pisalo in SNC-ja, če bi bile kakšne predčasne volitve, ko bi lahko bile, ne bi bilo več, SNC-ja ne bi bilo več. S to držo, ki jo ima Počivalšek, pa se lahko SNC vendarle prime med ljudi, ker je Počivalšek stopil na stran naroda. Meni se zdi to plemenito dejanje. Zelo spodletelo se mi pa zdi, da se to desno-sredinsko vlado zdaj spotika. To je pa ena krivica. In mene ta krivica, rekel, boli, kot levičarja me boli. Zdaj, avtoanalitično, tudi vem jaz, zakaj sem tako občutljiv za te krivice. Tudi, če se jim drugim dogaja, ne samo zato, ker sem jaz v gimnastiki doživel toliko krivic, ampak zato, ker so me kot otroka izpostavili eni zelo neprijetni situaciji. Namreč, ko sem bil 4 leta star, mi je star foter od moje mame govoril, da meni, ker sem pa togo živ, jaz sem bil zelo živ, ne, tak hiperkinetičen, ne, ADHD-jec bi mi rekli, da sem, ne. Me je foter kar skuliral, ne, oziroma sem se kultiviral. Zbadali so me, oziroma dražili, češ, eno hosto imamo tam v Zalogu, Jevnici, Lazah v Ljubljani. Češ, da bom jaz, ko bomo to hosto prodali, ne, ta žlahta, star foter,
da meni bojo pa kupili fičkota. Moj bratranec, 2 let starejši je bil, on bo pa dobil Mercedesa. Zakaj že? Iz nič. In jaz sem se tam metal ob tla, češ, da je to pa ni pravično, da je to krivica. In vsi so se režali, meni se je pa duša trgala. Kot otroku, 4 leta sem bil star. Potem, ko sem bil pa 5 let star, so mi pa rekli, vse ti boš pa sestrico dubu, bo pa treba 2 avtomobila, še en fičko za sestrico, en fičko za tebe, bratranci pa sam, bo pa Mercedes za dubu. Meni se je to zdelo skrajno krivično, jokal sem, norel sem, odrasli so se pa režali. In z tistega obdobja, od takrat naprej sem jaz tako občutljiv za krivice. To zdaj avtoanalitično vem. Samo, zdaj pa situacija taka, da je krivično, da se Janeza Janšo in desnosredinsko vlado spotika s temi spodletelimi zombi demonstracijami, pa kolesarjenji. Dejte se strezniti, oziroma levičari, tisti, ki imate razsodno moč. Dejte reči, čakajte malo, mi pa nismo tako pokvarjeni, da bomo sesuli neko vlado, ki je popolnoma legitimno sestavljena, koncipirana. Dejte se najditi, če obstaja med levičarji tudi takšni, ki boste rekli, ne, tej noriji bomo pa konc naredili, to pa ne početi. Pa da vidimo, kaj bo.